Gesta srbskega predsednika, ki ima pri nas veliko večji odmev kot v Srbiji, ljubljanskemu županu prej škodi kot koristi, ocenjuje raziskovalec mednarodnih odnosov Faris Kočan. Med razlogi, zakaj se Janković ne distancira od politike svojega, sicer tudi osebnega prijatelja, pa bi, kot pravi, lahko bili številni posli, ki jih je omogočil srbskemu kapitalu v Ljubljani. Nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj, ki ga je Vučić razglasil za sovražnika Srbije, medtem vladajočo politiko poziva k bolj odločnemu odzivu. Špela Bezjak z Rim. Na Instagramu Aleksandra Vučića se redno znajde tudi kopica vplivnih Slovencev. Komisarka Marta Kos, šef UEFA Aleksandar Čeferin, predsednica Nataša Pirc-Musar, kuharski mojster Tomaž Kavčič, v Srbiji znan kot Vučićev kuhar, zelo pogosto tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je ponudbo, da bi postal srbski mandatar, po besedah Vučića zavrnil. Je pa to za mene, bi rekel, neka zelo neobičajna, milo rečena situacija, jaz bi rekel tudi zelo nenormalna situacija, ko imamo pač očitno politike v Sloveniji, ki so kreirajo pravzaprav srbsko notranjo politiko. Tako nekdanji evropski poslanec, ki je vodil opazovalno misijo Evropskega parlamenta na volitvah v Srbiji leta 2023, Vučić pa ga je označil za sovražnika Srbije. Grošelj pravi, da je odnos Janković-Vučić že davno presegel osebno raven. Tisto, kar je pa še bolj skrb vzbujajoče, pa je seveda dejstvo, da se slovenska politika, in tukaj lahko rečemo ne samo leva, tudi desna, pravzaprav ni uspela od tega distancirati. Pravzaprav nihče se ni javno, jasno in glasno distanciral, pa so vsi skrivali za nekimi stališči o tako imenovanih osebnih stališčih. Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik vlade Robert Golob, ki tudi sam volivce pogosto nagovarja na Instagramu. Danes so bili denimo na vrsti najstarejši. Sodelavci iz kabineta smo se danes udeležili jutranje telovadbe upokojenk in upokojencev. Z kabineta premijeja pa, kot rečeno, na temo Janković-Vučić, da se v notranje politične zadeve druge države predsednik vlade ne bo vpletal. Pa gledajte, to so zelo jasna politična sporočila in ne pozabimo pravzaprav, kaj Vučićev režim je. Zorane, dođi nešto da vidiš, Zorane. Gradonačelniče, dođi da vidiš nešto. Pravijo, da iste ptice skupaj letijo in v tem kontekstu zagotovo Zoranu Jankoviću ni v pozitivno ali pa v prid prišteto dejstvo, da se brati z Vučićem na ta način, da ga Vučić do te točke celo posmatra. Raziskovalec mednarodnih odnosov Faris Kočan ocenjuje, da je za razliko od slovenske vladajoče politike, ki bi se morala odločneje odzvati, Janković tudi osebno preveč vpleten v tokove srbskega kapitala v Ljubljani. Tudi če pogledamo recimo vprašanje Stožic ali pa kdo ureja javne površine v Ljubljani, KPL, gre za tako imenovanega Kajo, človeka, ki je verjetno najpomembnejši za imperij Milorada Dodika. Skratka, v tem primeru vidimo ogromno nekih praks, tudi veliko srbskih filial, ogromno kapitala in zagotovo Zoranu Jankoviću ne gre v tem smislu drugače ali pa se ne more odzivati drugače, ker ve, da obstajajo enostavno preveč prepleteni odnosi. Za slabe 3 milijone evrov, piše N1, je denimo lani preko ljubljanskega podjetja NG Projekt na javni dražbi ljubljanske občine parcelo v Trnovem kupil Nikola Petrović, srbski poslovnež, ki ga nekateri tamkajšnji mediji povezujejo s podzemljem, znan pa je tudi kot Vučićev politični botar.